Medtem ko se slovenski mediji ukvarjajo z tem, ali je Aleksandra Pivec dobila sobo za 400 ali 500 evrov plačan strani občine Izola, je to cela afera, ki se vse dni valja po nacionalnih in drugih medijih. No, tukaj pred vami pa je en objekt, ki je vreden, da boste verjeli, krepko čez 30 milijonov evrov denarja. Imenuje se Univerzitetni kampus Livade, Livad 1.0. Predvideno je bilo več. In pred dobrimi 3 leti je ta kampus zalila voda in od takrat ta kampus Univerze Primorske seveda ne deluje več. In denar, ki smo ga vložili v ta kampus, ki je bil namenjen mladim in nadobudnim študentom, zdaj tukaj sameva razpadajoč, čeprav več čas govorijo, da ga bodo uredili, vendar kot kaže, da ga bodo po besedah, ki jo bomo ponavljali še kar nekaj časa. In zanimivo, ta kampus je Univerza Primorske postavila na parcelo, in sicer občine Izola. In zanimivo, to v času, ko ni bila v vlasti ta vlada, čeprav je ne branimo in je treba, če ne dela prav, napadati vsemi sredstvi. Vendar treba vedeti tudi eno, da če nekdo skoraj 4 leta ni v stanju urediti tega objekta v aktivno stanje, je to dokaz, da je narobe vse na lokalni ravni, da je narobe vse na državni ravni in da je narobe vseh na inštitucijah, ki se ukvarjajo z tako zvano izobraževalno znanostjo mladih in nadobudnih generacij. In zanimivo, vidite tukaj, med tem časom približno za enak denar gradijo še inštitut, in sicer inštitut, ki bo namenjen za proučevanje uporabnosti lesa in seveda vpliva istega s pozitivnimi vidiki na okolje. No, in ko bodo to zgradili, se bo zgodilo kaj? Da bodo tukaj tuji znanstveniki prihajali sem in proučevali na področju Izole, kako gozd vpliva na okolje. In zanimivo, da tega gozdu ali gozdov Izola sploh nima. No, vidite, to je tako v tej državi, kjer v bistvu se ukvarjamo z 500 evri, kar je tudi prav, ni nič narobe. Ampak je treba se ukvarjati tudi z temi velikimi projekti, kjer so vložena velika sredstva, pa sedaj ne delujejo in niso v upravnem stanju. Pa recite, kdo je v tej državi nor? Zagotovo vedno tisti, ki jo vodi. In ne tisti, ki jo je vodil, če inštitucije v tem času niso uredile ali niso bile sposobne poiskati krivcev, ki so ta razpadajoči objekt pustili v stanju, kot ga vidite, in sicer v neposredni bližini središča mesta Izola. Približno dobrih 3, 4, 5 minut hoda od tukaj in zdaj ste v središču Izole. No, in na koncu, ali pa za konec, bomo pokazali še eno stvar. Zdaj to postaja zbirališče mladih, vendar žal
ne tistih ukaželjnih, ampak tistih, ki v bistvu pridejo sem prižgat enega kratkega, malo uničijo okolje in se na to odpravijo domov. Tudi malo grafito naložijo na objekt, da izgleda bolj umetniško. Dosti ne bo motilo, to je zbiralnik odpadkov, ki seveda ni urejen. In zdaj bomo pokazali še vhod v to zgradbo, o kateri smo govorili, da je namenjena zdaj novobudnim mladim generacijam. In to izgleda takole. Pa recite, kdo vodi to državo, predvsem pa kdo je odgovoren za normalno delovanje te države. Nihče. Praktično nihče. Slovenija je razpadajoča, neorganizirana asociacija, kjer dela vsak, kar mu hoče, oziroma se mu zahoče. Tako pač je v tej državi Sloveniji. Lepo se imejte in mogoče bomo nekoč lahko poročali drugače. Ampak žal, do takrat je to stanje, ki ga vidite tukaj, osnovni element neurejenosti v občini Izola. In vsi tisti, ki to občino vodijo, in vsi ti, ki vodijo Univerzo Primorske, in vsi ti, ki vodijo področje izobraževanja v Sloveniji, bi se morali tudi na ravni države in vlade globoko zamisliti nad tem neurejenim stanjem, ki ga imamo tukaj. Pokončajmo s tem posnetkom, da vidite ta objekt v tem razpadajočem stanju in predvsem pa nedelujočem stanju. Lepo se imejte in vidite, kje leži vaš denar. Tukaj. Prav tukaj. Nasvidenje.